Dragi gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, en lep dober večer. Zdaj lahko rečemo tik pred prazniki v tokratni tedenski izdaji pred zadnji v letošnjem letu. Vabljeni ste, da ste seveda z nami in da z nami odkrijete božično skrivnost. Vsaj v besedah, kako pa bo, seveda pa boste lahko videli na samem prizorišču. A več o vsem tem, Ivica Čretnik, predsednica Turističnega društva Šempeter. Dober večer. Dober večer, lepo pozdravljeni. Ivica, spet je leto naokoli, ne? Smo rekli, ko smo se spet videli v našem studiu, spet Turistično društvo Šempeter z vsemi sodelujočimi torej predstavlja božično skrivnost v Jami Pekel, tudi letos z bogatim predjamskim dogajanjem, lahko rečemo. Ampak Ivica, greva lepo po vrsti, ogromno stvari imamo za povedati danes, pa najprej nam samo povejte, kdaj točno bomo lahko letos razkrivali in odkrivali božično skrivnost. Kar ustaljeno je že v našem društvu, ko se začnemo pripravljati na božično skrivnost, da se držimo datuma na sam Božič, to je 25. in naslednji dan 26. decembra. Vse to se pa odvija v naši Jami Pekel in sicer od 15. do 18. ure. Vendar za obiskovalce imamo vse povsod objavljamo in na plakatih zabeleženo, da je zadnji vstop ob 17:30, zaradi tega, ker pač nekaj časa traja ta premik skozi jamo, iz spodnjega dela do zgornjega dela, vmes pa prizori živih jaslic. Tako, tudi letos, torej, Ivica, zanimivo je, da ste letos se takoj pohvalili, kar je absolutno hvalevredno. Ste rekli, veš, letos smo pa pomladili ekipo. Statisti v Jami, ki prikazujejo prizore, božične prizore oziroma rojstvo, so sami mladi. Turistični podmladek Osnovne šole iz Šempetra in pa mladi iz Šempetra. To pomeni, da smo resnično pomladili in za žive jaslice statiste dobili same mlade, kar je hvale vredno in pa pohvalno, in to si želimo tudi za bodoče. Tako, dobro vam gre, pridni ste, vedno se nekaj dogaja pri vas. Se mi zdi, da božična skrivnost, božični prazniki pa so sploh en tisti čar, ki v nas prebudi nek mir, veselje, toplino. In Ivice, lahko rečete, ne, da ljudje dejansko v Jamo Pekel, ki jo tako poznajo, s katero se seveda Šempetrani radi pohvalite in tudi ljudje jo dobro poznajo, sploh v tem božičnem času, pridejo namreč ne samo iz Žalca, iz okolice, ampak tudi od drugod. Pred 16 leti smo rekli, pa pričnimo. Mogoče bo kakšno novo odkritje in dejansko se to resnično obrestovalo. Mi v društvu smo izredno veseli, kajti vsako leto imamo več obiskovalcev. In ko rabimo nekoga, da nam pomaga pri redu ustvarjati, pri parkiranju, smo zelo veseli in zadovoljni in ponosni, kajti pojavijo se registracije iz cele Slovenije. Lansko leto pa smo imeli tudi kar nekaj tujcev, ne tako pripeljanih z avtomobili, ampak iz raznih hotelov, zdravilišč, tu v okolici v naši bližini. Zaradi tega, ker tudi vsako leto, moram povedati, da dajemo več za reklamo. In to se tudi obrestuje, zaradi tega je pa obisk dosegel zdaj že tak nivo, da toliko obiskovalcev, kot jih zdaj prihaja, lahko prehodi to jamo v takem času od 15. do 18. ure. Imate časovno, se pravi, vse lepo usklajeno, ne, s številom obiskovalcev. V Jami, torej, kot ste, Ivica, omenili, se dogaja prava božična skrivnost. Vsega ne bova razkrili, bova pa mogoče malo zdaj se sprehodili skozi jamo preko vaših besed. Se pravi, Ivica, ko pridemo na začetek, ko pridemo v jamo, vidimo kaj in potem kako nadaljujemo. Izredno dobro nam je že lani to uspelo in letos nadaljujemo s tem, da v notranjosti jame prikazujemo pravi božič. Tu je dejansko praznik družin, praznik, ker se človek umiri in želi v miru sam sabo sprehoditi se skozi to jamo in videti te prigode, ki se pojavljajo pred njimi. Najprej smo postavili jaslice. Jaslice, take kot ima marsikdo doma, ali v notranjosti, ali v zunanjosti, kot jih poznamo. Potem so nam taborniki iz Šempetra prinesli lučko miru,
katero imamo tudi prižgano. V nadaljevanju se pa začnejo pastirčki, angeli, potem oznanitev rojstva Magdalene in pa Elizabete, samo rojstvo, trije kralji. Da smo pa veseli, imamo pa letos tudi mlade nastopajoče. To so vokalno in inštrumentalne skupine, ki pa obogatijo ta notranji mir, sprehod skozi jamo. In to so družina Pogačar iz Šempetra, Nace, Nejc in Neža. Zelo radi nastopajo, zelo radi in kvalitetno nastopajo. In mnogi, ki so jih že slišali v naši jami, nas sprašujejo, ali še bodo kdaj. In ponosni na to, ker smo pač v Šempetru in imamo Petrove tamburaše, nam je letos uspelo se z njimi dogovoriti za prijeten nastop kar oba dneva. Odlično. In inštrumenti sami so pravi za to božično glasbo, ki se bo slišala v notranjosti. Za to akustičnost, ki jo jama da, ne? Ja. In potem pri rojstvu, pri Jožefu in Mariji, pa zelo kvalitetna kvintet skupina za 5 iz Ponikve, katera tudi vsako leto bogati, bom rekla, ravno tisto center prizorišča božične skrivnosti. Zgornji del jame pa imamo posneto glasbo, kajti sama jama ne dopušča več prostorsko. Zgoraj malo bolj stisnjeno. In potem je naravno zavarovana zadeva in pač ne tiščimo več v zgornji del več nastopajočih. Ko pa prideš na izhod, nas bo tudi letos čakal dimnikarček. Oba, ne? 2 dimnikarčka, 2 punci za srečo, že delita koledarčke za prihodnje leto. In s tem naznanjata, da se ljudje vračajo po novo urejeni gozdni poti do prizorišča nazaj, od tam, kjer so prišli. Letos smo to krasno uredili pot, zaradi varnosti, zaradi dobrega izstopa. To so naredili naši moški prostovoljci. In zelo ponosni pa smo, ker že govorim o mladih. V Šempetru jih imamo kar nekaj. Torej, odbojkarski klub Sip Šempeter nam vsako leto fantje pridejo nositi z vedri pesek, da dobro utrdimo potko, da je resnično varna in da se brez nezgod se stopi na spodnji del. Pa da je lahko dejansko tako sprehod po jami, kot potem izven nje primeren za vsakogar, od otrok do starejših, ne? Vse vabite. Vse vabimo, kdorkoli lahko hodi sam. Otroci do 3 letih starši tudi malo ponesajo, od 4 let dalje že kar sami se sprehodijo. Kar se pa starejših ljudi tiče, je pa dobro, da sami presodijo, da lahko prehodijo ta nivo od spodnjega dela do zgornjega, kajti po stopnicah v zgornji del je višinska razlika 76 metrov. Aha, no to je dobro vedeti, ne? Ampak skupine gredo tako lepo počasi, se mi zdi, no, vsaj kolikor vem, lepo hodimo en za drugim, lahko imaš dovolj časa, da si ogledaš vse skupaj, da doživiš tisto božično skrivnost, vse se mi zdi teče tako gladko. Gladko teče in pa vsem predlagam, da tisti del, kateri je malo širši, če kdo želi postati malo dalj časa, se naj iz tega toka umakne. Ali naprej, ali nazaj. Razen potem gre lepo tako, kot ste rekla, v zgornjem delu, tam, ko je stopničasti del. Ustavljali se tam ravno ne bomo, ker bomo naredili en tak zamašek v jami. To je pa tudi ene vrste bonton, ne? To tudi prosimo obiskovalce, da se lepo v miru pomikajo po stopnicah gor in če vsak vzame, da je danes Božič, da je to dan, katerega želimo malo, da vnesemo v sebi strpnost, odnos drug do drugega in da smo nekako vpeti v ta praznik, ki nam sporoča ravno to, o čemer smo pa že tudi rekli. Tako, naj se nam ne mudi, umirimo se, če ne drugače vsaj v takšnih dnevih. V tem prazniku in naslednji dan. Ivica, kaj pa recimo med tem, ko bomo čakali na vstop v jamo ali pa potem, ko pridemo iz jame,
Moramo iti kar domov ali boste pripravili tako kot zdaj že zadnja leta pestro dogajanje tudi pred jamo? Bomo zelo veseli, če se bomo boste ustavili. In to zaradi tega, ker tako kot za notranjost poskrbimo za program, poskrbimo tudi v zunanjosti. Letos nas bo zabaval z raznimi vižami ansambel Smeh. Tudi tega so nam predlagali mlajši in smo jim prisluhnili. Zaradi tega, ker zunanji prostor želimo bolj veselo druženje ljudi, enih tistih, ki čakajo in se vstopnice kupujejo pri blagajni in pa se pomika potem proti vhodu za vstop in pa povratek je na isti lokaciji in tam pa imamo stojnice, na kateri bomo ponudili kuhančka, čaj, rogljičke, otroci bojo pa lahko si pogledali razstavo malih živali, starši tudi to je vred. tradicionalno, ne? Tudi to, Društvo gojiteljev malih živali se nam zelo radi pridružijo, da pokažejo te drobcene živali in otroci imajo to neizmerno radi. Obiskal, seveda nas bo Božiček, saj je božični čas. Najpomembnejše so Božiček bo v spremstvu snežink, pa naj obiskovalci vidijo, kako snežinke v živo izgledajo, če jih že narava ne pokloni. Če jih že nimamo, ne? Tako, na dlani. Tako, in pa lesni ognji, ki so naša že kar dolgoletna tradicija, kajti delamo tudi z Zavodom za gozdove in tudi v društvu imamo ljudi, ki so tam zaposleni in znajo predlagati dobre stvari. Smo že pripeljali, smo jih že zažagali in bomo troplastno te lesne ognje uporabljali. Prvo, dajajo svetlobo, drugič, sicer nas ne bo preveč zeblo, ampak tudi toploto. Bomo pa tudi pristopili k peki jabolk, tako da lahko si bodo otroci ali odrasli tudi spekli kakšno jabolko in še tisto za Božič posladkali z njo. Se pravi, res vse skupaj res v ta pravem božičnem duhu, tradicionalnem božičnem duhu. Prav je, da mogoče naši otroci ne poznajo več toliko božičnega dogajanja, kako se je to dogajalo v preteklosti. Danes marsikateri otrok misli, da je Božič le to, da dobi darilo pod smrekco, ampak včasih so ljudje zunaj praznovali Božič, zunaj doživljali to lepoto tega praznika. Zato je prav, da doživljamo to zunaj. V notranjosti pa prej nisem omenila, ampak ko se ravno pogovarjava, imamo ob vsakem prizoru tudi tablico, na kateri piše, kako se je odvijala božična zgodba. In tako se lahko starši vzamejo tudi čas z otroki, tudi na tej ploščici preberejo, kaj smo kratkega zapisali, tako da lahko tudi v sami jami izkoristijo za informacijo otrokom, tako da je za vsakega, tistega, ki pozna božično zgodbo in tistega, ki ne pozna božično zgodbo, skozi tekst lahko spozna. Tako da smo se spomnili tudi na te. Zelo dobro. Da lahko tudi malo poučeno doživimo ta praznik, oziroma da ga še bolj doživimo konec koncev, če vemo, kako se je dogajalo. Ker pa je čas resnično pomaknjen nazaj, se to vidi tudi v oblačilih, ki bodo jih imeli pastirji in vsi ostali, ki sodelujejo v božični zgodbi. Pač tisti čas in bi spomnila predvsem, da si naj ogledajo, kako so takrat hodili oblečeni in kakšna razlika je to do danes, zaradi tega, ker v bistvu to izgleda čisto preprosto, enostavno, ker je takšno življenje tudi takrat bilo. Tako, in to je dobro se spomniti na to, da so ljudje preživeli tudi z veliko manj, kot imamo danes. Tako, in če zdaj apliciram na Božička, da je otrok lahko tudi srečen, če od njega dobi tudi en bombonček. Tako, no, to je izjemno močno sporočilo v današnjem času, ko že otroci kar niso več zadovoljni z darili. Ivica, snega ne bo, snežinke boste imeli, to res ste rekli, ob Božičku pridejo, ampak temperatura sicer ne bo nizka, minusa ne bo, pa tudi če bi bil, ni takšen problem, ker jama pa je bolj kot ne
prijetna, ne? Koliko stopinj je v jami? Včeraj smo pripravljali v celoti, postavljali zadevo in tako smo gledali, kakšna je temperatura. V jami je bila 11 stopinj. To pomeni tudi zunanja temperatura, če si bil na sončku, je bila 11, tako da pričakujemo, da te izrazite spremembe med zunanjo in notranjo temperaturo ne bo. To govorim zato, da bo tudi primerna oblačilo, predvsem pa gre za obutev, to pa je fino, da je zelo primerna, udobna, da pač obiskovalec nima z njo problema. Tako, da lahko res doživi tisto, kar ponujate v vsej svoji lepoti, da nima drugih problemov, ne? Eno stvar bi pa krasno še se dotaknili, če dovolite. Strpnost voznikov in parkiranje avtomobilov. Smo poskrbeli za več parkirnih prostorov. Sicer nekaj parkirnih prostorov je bliže jami, nekaj je pa tudi oddaljenih. Nič hudega, če se kdo še sprehodi, sploh če kdo rad hodi. Tako da imamo dovolj parkirišč, da bo pa vse dobro potekalo. Nam bodo letos pomagali člani prostovoljnega gasilskega društva Ponikva in bi resnično prosila vse voznike, da prisluhnejo njim, kajti oni so med sabo povezani in jim je celotno parkirišče obvladajo, dobro poznano in je to. Izredno smo pa veseli, kajti 26. imamo že naročilo 2 avtobusov, kar se še pa do zdaj tega ni dogajalo. Moram reči, da se je v posameznih okoljih, ko je šel dober glas naokrog, zvedelo o primernosti, bogatosti, sproščenosti, lepoti, kvaliteti. Vsaj o tem nam sporočajo obiskovalci. Verjamem pa, da vsakega ne moremo zadovoljiti, to nam je pa jasno. Ampak avtobusi prihajajo, bosta prišla 2, tako da smo izredno veseli, to pomeni, da bogatimo število obiskovalcev. In ponudite kvaliteten program, kar se kaže v večjem obisku vsako leto, ne? To pomeni, da ste na pravi poti, absolutno. Prava pot je takrat, ko nadgrajuješ, ko ti število obiskovalcev raste in tudi mi v našem društvu ocenjujemo, da smo z božično skrivnostjo na pravi poti. Saj tudi imamo to potrditev občine Žalec, ki nas pri tej, in Zavoda za kulturo, šport in turizem, ki nas pri organizaciji in izvedbi zelo podpirajo. Ivica, povejva še za vse tiste, ki ne vedo, kje je jama Pekel, kako priti do nje, kako recimo razložite nekomu, ki vas pokliče na turistično društvo, kako priti do vas? Preprosto do nas se pride, verjamem, da je vsakomur lahko najti Šempeter v Savinjski dolini. In ko pride v Šempeter, ker deluje edini semafor, delujoči semafor, torej pri cerkvi, je dobro označeno z strani Žalca in strani avtoceste od krožišča, da se levo oziroma desno zavije jama Pekel. Na kar imamo dodatno, bomo usmerili na sam Božič vse tablice rdeče barve, kajti vse imamo v stilu rdečega, tudi plakate, tudi transparente, tudi panoje, vse. Imamo ogromno teh napisov jaslice. In naj ljudje kar severno od Šempetra v smeri jaslice vozijo, pridejo do vasi Male Podlog, je v Podlogu zopet rdeča označba jaslice in vse tja do Zaloga, kot se imenuje ta kraj, da jih sprejmejo gasilci, da pokažejo, kje se da spakirati. Ni težko, vedno je urejeno vse, oziroma že tako, tudi kadar nimate kakšne prireditve v jami, so označbe, kje je jama Pekel, tako da mislim, da s tem res ne bi bilo težav. Označbe so stalne, zaradi te obiskovalce, ki prihajajo skozi celo leto. Sedaj pa še ojačamo vsaj s 15-20 tablicami, tako da ni težko najti. In pa vredno, pravijo, je priditi, ker boljšega kuhanega vina, kot je v peklu, pravijo, ga ni. Da ga ni.
Dobro, potem pridemo letos na kuhano vino v Vabljeni. Hvala In lepa. vabim ne samo vas, ki delujete na televiziji v Celju, vabimo tudi vse, kdorkoli želi videti našo božično skrivnost v jami Peku. Vabljeni, pridite k nam 25. in 26. in si z našo božično skrivnostjo polepšajte svoje božične praznike. Naj vam hkrati zaželim vesel, srečen Božič, še bolj vesela pa bom, če vam bom lahko to storila v živo. V živo, tako. Ivica, hvala lepa za obisk. Se vidimo torej 25. in 26. na dobro znani lokaciji. Božična skrivnost v jami Pekel, torej tudi letos. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa, vabljeni tudi vi in vse lepo. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa tudi kakšnemu svetovanju, kaj vse se dogaja pri Avtohiši Škorjanec, izveste v naslednjih minutah. V podjetju Avto Škorjanec so v tem letu zabeležili že 20. obletnico zastopanja avtomobilske znamke Kia. Na slovesnosti ob koncu leta so se tako spomnili dogajanja pred 2 desetletjema, ko so se odločili, da bodo prav to južnokorejsko blagovno znamko zastopali v svojem novem salonu v Celju. Vprašanje je danes bolj enostavno, kot je bilo pred 20 leti. Kajti pred 20 leti in pol nekje smo končali tale salon in takrat smo pričeli z iskanjem znamke za prodajo. Kajti želja nam je bila, da bi našo dejavnost, ki je takrat obsegala prodajo rabljenih vozil in rezervnih delov za vse avtomobile, razširili še na prodajo novih vozil. Takrat smo imeli na razpolago celo, bi lahko rekel, več znamk, ampak od vseh znamk, ki so bile možne za pridobiti zastopstvo, nam je bil največji izziv Kia. Pogumna odločitev je obrodila sadove. Če je pred 20 leti bila Kia v Sloveniji precej neznana blagovna znamka, je skupaj z razvojem Kie rasla tudi njena prisotnost med Slovenci in Celjani. Vsekakor smo veseli, da je teh prvih 20 let za nami. Ponosni smo na to, kaj je Kia v zadnjih 20 let naredila, skozi kakšne spremembe je šel koncern Kia in na koncu tudi seveda mi. Če bi mi kdo rekel pred 20 leti, da bom jaz v celjski regiji zastopnik 4. do 5. največjega koncerna avtomobilskega na svetu, bi mi rekel, hej, kaj se greš prijatelj, vse to ni mogoče, vendar je mogoče. Kia je leta in leta dosegala razvoj, ki je bil največji razvoj v avtomobilski industriji in seveda to je rezultat, danes je viden rezultat, kajti Kia ima tovarne po celem svetu, razvoj v Nemčiji, kjer je najbolj poznana država po avtomobilih, proizvodnja na Slovaškem, kjer je država z največjo produkcijo vozil v Evropi na prebivalca, prav tako ima koncern še na Češkem eno tovarno. Skratka, razvoj je takšen, da danes že prodajamo električne avtomobile, hibridne avtomobile, ki so dobili v teh letih mnoga priznanja za razvoj in za obliko vozila. Poleg salona novih vozil Kia pa seveda že vse skozi pri Škorjancu ponujajo tudi servisne storitve, nakup rezervnih delov in prodajo rabljenih vozil. Trenutno je na slovenskem trgu vsekakor da tako rečem, Kia Sportage, ki je prodajni bestseller v Sloveniji in tako rekoč tudi drugod po svetu. Dopolnjujete ga zraven še v prodajnih številkah Kia Ceed in Kia Rio. Seveda naše podjetje nudi kompletno uslugo, kar se tiče prodaje avtomobilov, od nakupa, popravila, vzdrževanja, rezervnih delov, skratka pomoči na cesti. Vse, kar potrebuje kupec, se mu skušamo približati in mu nuditi vso pomoč, ki jo potrebuje v času obratovanja. Seveda pa ni problem. Kia ima najdaljšo garancijo v Evropi. To je edina avtomobilska znamka, ki ima 7 let garancijo. To je izjemna prednost za kupca, ki je še kupci premalo cenijo in poznajo. Ob tej pomembni obletnici so pripravili tudi nagradno igro. V njej so sodelovali vsi letošnji kupci vozil Kia, ki so nakup opravili v Avtohiši Škorjanec. 20 let, 20 nagrad in 20 nagrajencev. Med njimi so tudi tisti, ki Kii in Avtohiši Škorjanec zaupajo že vrsto let. Prej sem že imel Kio 7 let, to sem zamenjal zaradi družine, ker nisem imel velikega modela, pa sem pa nazaj šel na Kio, ker sem zadovoljen z njo. Pa že doma imamo 2-3 Kie, tako da poznamo znamko in smo zadovoljni z njo.
Mislim, da sem bil med prvimi, ki je bil lastnik Sportaža pred mnogimi leti. Sportaž takrat in Sportaž danes je ena velika razlika. Kia je naredila en velik korak, to se ve in sem zadovoljen z njo. Imel sem med tem še Riota, Sida, ampak Sportaž je Sportaž tak, da sem zadovoljen z njo. Ja. S Kijo sem zelo zadovoljen, vozim jo že približno 6 let, predtem sem imel Soula, no zdaj sem pa Sportiča vzel. Kako bi opisali Sportiča recimo? Že sam ime Sportič dosti pove, dosti športni avto, pa tudi dosti visok, že imam rajši, da je malo višji avto, pa bolj komot, pa dosti prostorni. Kako ste sicer zadovoljni tu pri Škorjancu? Nimam kaj reči, zelo zadovoljen, tudi servis in prej sem reden, isto Soula, vozil reden na servise, pa upam, da bo tako naprej. No. Ni. Zelo kvalitetni so, dosti grejo na roko, kak se zmeniš, tak je, glede časovno in tudi drugače, tak da vse naj. Pa načrti za prihodnost? Naj pridejo v naš salon, pridejo preskusiti Kijina vozila, bodo presenečeni, kakšna so, kako izgledajo, kako se peljejo in seveda tudi nazadnje s kakšno garancijo so. Za to leto, ki prihaja, pripravlja Kia nekaj novih modelov. To bo zdaj povsem novi Kia Sportič in povsem prenovljena limuzina Kia Optima. Že v teh dneh pa lahko izkoristite tudi Kijino posebno ponudbo. Zato obiščite njihov salon v Celju. Obljubljajo, da boste od njih odšli zadovoljni. Ta četrtek s kuponom prihranite od 25 do 50% za izbrani izdelek. Bodite crazy, tuš! Trgovina Etra se nahaja na cesti proti Bukovžlaku v industrijski coni Bukovžlak 101 v Celju. V njej boste našli bogato ponudbo vseh znamk prenosnikov po ugodnih cenah. Poleg računalnikov pri nas najdete tudi velik izbor najnovejših TV sprejemnikov in ostalo elektroniko. Nudimo pa tudi servis računalnikov in vseh elektronskih naprav. Obiščite nas, ne bo vam žal. Ali ste že pripravljeni na novo davčno zakonodajo? Oglasite se v Biro Bitu na Teharski 24 v Celju vsak delovni dan med 7 in 15 uro, kjer vam bomo predstavili strojne in programske rešitve davčnih blagajn in pomagali pri vaši odločitvi. Izdajo računov v povezavi s finančno upravo boste lahko izvedli z mobilnim telefonom, tablico, računalnikom ali registrsko blagajno. V Biro Bitu vam poleg prodaje računalniške in biro opreme, pisarniškega in potrošnega materiala, nakupa ali najema kopirnih in multifunkcijskih naprav nudimo tudi servisne storitve za vse kupljene aparate. Decembra v Marinesu najdete več kot 100 novih modelov brisač, kopalnih plaščev in odej za otroke, moške, ženske, za kopalnico, za šport, savno in za na plažo. Razveselila vas bo tudi pestra ponudba majic in promocijskega tekstila, kjer izbirate iz polic ali kataloga. December je za vas mali strošek, saj vemo, da v Marinesu kupujemo za drobiž. Zase in kot darilo, osebno ali poslovno. Se vidimo v Marinesu na Teharjah 7A v Celju. Ja, punca.
pojdi z mano greva, mala samo tu je, grozno vroče dihat, nemogoče punca. Pojdi z mano greva, mala samo in pred fipci skriva se. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Drage gledalke, cenjeni gledalci, v tokratni tedenski izdaji je z nami tudi upravna enota Celje in z njo načelnik upravne enote Celje Damjan Vrečko. Radi bi odprli SP za izvajanje bioenergetskih terapij ter ostalih alternativnih dejavnosti. Kaj potrebujemo in koliko to stane? Prijavo za vpis SP v poslovni register Slovenije lahko oddate sami, nadaljavo, z digitalnim potrdilom ali na točkah VEM, ki se v Celju nahajajo na upravni enoti Celje, Agenciji za javnopravne evidence in storitve Republike Slovenije, torej AJPES, izpostava Celje in pa na obrtni zbornici Celje. Torej na teh 3 mestih je možno podati tovrstne vloge. Dokumenti, ki jih potrebujete na točki VEM, pa so naslednji. Veljaven osebni dokument, davčna številka, vkolikor niste sami lastnik objekta na poslovnem naslovu, potrebujete tudi overjeno izjavo lastnika objekta, s katero lastnik dovoljuje poslovanje na tem naslovu, in pa podatke o zastopniku, vkolikor ga boste imenovali, seveda. Predložiti morate pisno soglasje zastopnika. Če poda prijavo za vpis samostojnega podjetnika v poslovni register Slovenije pooblaščenec, mora predložiti overjeno pooblastilo. Podatki, ki jih morate pri prijavi vedeti, pa so datum registracije, torej vpisa v poslovni register Slovenije, ime firme, popolno in skrajšano ime, poslovni naslov, kontaktni podatki, podatki o zastopniku, vkolikor ga boste seveda imenovali, dejavnosti, ki jih boste upravljali, podatke za podružnico, vkolikor jo bo SP imel, to je naslov, ime in dejavnost podružnice, in podatke za prejemanje pošiljk oziroma pošte. Z upravljanjem dejavnosti lahko pričnete, ko ste vpisani v poslovni register Slovenije, ko izpolnjujete vse posebne pogoje za upravljanje dejavnosti, ki so pa predpisani v področni zakonodaji, v odvisnosti od vsebine dejavnosti, ki jo boste upravljali, ko ste vpisani v davčni register, ko ste prijavljeni v socialna zavarovanja, to je tako imenovani M1 obrazec, in ko odprete poslovni račun na izbrani banki. Postopki in svetovanje so na točkah VEM brezplačni. Šifri dejavnosti, ki jih želite upravljati, sta po obstoječi standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščeni pod številko 86901, to so alternativne oblike zdravljenja, sem sodijo akupunktura, homeopatija, kiropraktika, drugo zdravilstvo, refleksoterapija in pa pod številko 96090, kamor sodijo druge storitvene dejavnosti, torej sem spada tudi dejavnost bioenergetikov. Navedene dejavnosti lahko upravljate v poslovnem prostoru, ki ima ustrezno uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje izda upravna enota, na območju katere leži nepremičnina. Obstoječo klet bi radi nadzidali in pridobili dodatne prostore. Ali potrebujemo za to gradbeno dovoljenje, v katerih primerih in koliko to stane? Za nadzidavo
potrebujete gradbeno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na pristojni občini vam svetujem, da najprej preverite, če je predvidena nadzidava objekta skladna s konkretnim prostorskim aktom, ki pokriva vaše območje. V vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja pa morate poleg navedbe parcelne številke in katastrske občine zemljišča navesti tudi številko in datum gradbenega dovoljenja za osnovni objekt ter priložiti najmanj 2 izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja predstavljajo strošek vloga v znesku 4,54 evra, ogled lokacije, to je 36,24 evra, in pa odločba, katere taksa se določi glede na vrednost del. Sicer pa med stroške uvrščamo tudi izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in seveda plačilo komunalnega prispevka, ki pa ga odmeri pristojna občina. Toliko o tokratni tedenski izdaji. Le doživite tisti pravi čar praznikov. Mi smo vas povabili v tokratni oddaji na izjemno prireditev, zato je le obiščite. Lepo se imejte in do prihodnje srede lep pozdrav. Thank you.